Prav lepo pozdravljeni, smo v zadnjem tednu volilne kampanje. Mi se seveda še vedno z našo skupno listo nahajamo v volilni kavarni, tukaj na Miklošičevi ulici 34 in vsi še naslednjih 5 dni prav lepo vabljeni, da se nam pridružite, da spijete kakšno kavico, da pokramljate z našim prijaznim osebjem in pa z našim robotom Viktorjem. Seveda pa dopoldneve in popoldneve ne začnemo brez naših pogovorov z našimi kandidati. Z mano je danes gospod Tomaž Kostanjevec, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Naravnost iz Maribora. Tako je. Gospod Tomaž, vi ste poslovni strokovnjak in menedžer, ki kandidira v Mariboru. Ja. Zdaj pa nas zanima, leta 2019 ste se odzvali povabilu in se zaposlili na Ministrstvu za obrambo, kjer ste bili zadolženi za razvojni tehnični projekt izgradnje vojaškega letališča. Zdaj pa nam zaupate kaj več o tem? Ja, načeloma gre za vojaško skrivnost, Aha. tako da o tem ne bi rad govoril, ampak načeloma gre pa za vojaško letališče, ki je na razpolago vsem letalom Zveze NATO in tudi z letalom Slovenske vojske, vkolikor so pač tam potrebna, drugače pa za vse večje operacije je bil to projekt. Kaj več pa nam ne morete, ker se reče, da je classified. Classified, tako je. Dajte nam povedati, kaj vas je osebno prepričalo, da greste iz poslovnega sveta v politiko? Glejte, čas za spremembe. Zdi se mi, da v zadnjih 4 letih so se zadeve spreminjale le na področju davkov. Davki so bili ves čas tisti, ki so bili edina stalnica, edina sprememba, vsi so rastli. Naenkrat je v gospodarstvo postalo vse odveč. Gospodarstvo ni ostalo več istega, kar je gospodarstvo v Sloveniji pregovorno bilo, se pravi neka kreativnost, neka nova zgodba. Zdi se mi, da se vse to gospodarsko okolje toliko razburkalo, da podjetja več niso tukaj pri nas varna in zato sem rekel, stopim v politiko in poskušam to spremeniti. Ste stopili v bistvu s to kandidaturo, ki jo pravkar gledamo z vaše strani, prej vas ni bilo v tem političnem okviru? Ne, nikoli. To je moja prva kandidatura. Vas je kdo nagovoril, kako ste se pridružili? Ja, v ta trojček sem skupaj stopil z gospodom Lotričem, ki me je pač osebno nagovoril. Njega sem spoznal v Dubaju, kjer sem bil kot direktor te agencije Spirit. Videl sem, da je potrebno podpirati slovenska podjetja in tam so imeli recimo ta Expo paviljon, ki je bil zelo uspešen, moram reči. Veliko bolj uspešen kot ta, ki je bil v tej vladi na Japonskem, to zagotovo lahko rečem. Sočasno smo pa imeli tam sejem medicinske opreme, na kateri je tudi takrat sodeloval gospod Lotrič za svojim podjetjem Meroslovje Lotrič. In videl sem, da to podjetje živi, tudi sam prihajam iz družinskega podjetja in vidim, da dejansko iz garažnega podjetja zrastejo dobre zgodbe. Tega v Sloveniji ni. To se mi zdi, da je to ena taka črna luknja, ko si predstavljamo, da bo to nekje se zgodilo v Silicijevi dolini. Ne, to se dogaja tukaj. Ogromno je takih zgodb in enostavno premalo tega izpostavljamo. Zdi se mi, da je to ena taka priložnost, ki jo mladim premalo krat predstavimo kot možnost dela in uspeha v domači državi. O tem govorim zaradi tega, ker mi si mislimo, kaj pa bo v Sloveniji premajhen trg, ni res. Mi govorimo o globalnem trgu. Danes je ideja, ki je tukaj zanimiva, eksplozivna v Kitajskem, nadpovprečna v Združenih državah, ne vem, v Rusiji, v Afriki, karkoli. In imamo ogromno takih malih projektov, ampak ko ti podjetniki iščejo neko priložnost, neko financiranje, ker na začetku te poti rabijo neko obliko financiranja, enostavno vidimo, da teh ljudi ni. Tudi če bi recimo nek posameznik kot modri angel rad pomagal tem mladim podjetnikom, na koncu ni poti do njih. In zaradi tega tudi najdejo boljše financiranje v drugih državah, kar je katastrofa. In takrat v prejšnji vladi, kjer smo sodelovali v koaliciji, smo nastavili nastavke za to. Ta 4 leta se je naredilo vse obratno in danes vidimo, da mlada podjetja grejo rajše, govorimo o start-up podjetjih, rajše v Zagreb, rajše v Avstrijo, rajše v vse druge države, kot pa pri nas. Mislim, da ta potencial
ne da ga zgubljamo, zdi se, da tudi izgubljen. In če ne bomo v kratkem času tega spremenili, se mi zdi, da v Sloveniji mladi več ne bodo ustvarjali svojih novih podjetij. Ko ste bili v Dubaju, se pravi ta naš Expo, mene zanima, kaj vse smo strani Slovenije tam predstavljali, koliko podjetij, in ko so se tujci ustavljali v našem paviljonu, lahko rečemo, po čem so največ povpraševali? Ja, gledajte, to je bil čas covida. Expo se je zamaknil za 1 leto. Paviljon je predstavljal eno inovativno montažno obliko, v kateri je bil pokrit z enim takim lesenim pokrivalom, ki je predstavljal recimo te rokodelce v Bele krajine. In bilo je zanimivo tudi to, da smo imeli eno celo steno poraščeno z zelenjem. So bile težave zaradi tega, ker ta klima v Dubaju je čisto drugačna kot tista, kot pri nas, ampak to je bilo inovativno. Zakaj? Zaradi tega, ker v zelenem okolju, ki je bil paviljon ograjen, je bistveno nižja temperatura v notranjosti, kar pomeni, da je taka ena naravna bariera, sočasno so pa v tem rastjo živeli ptički. In kar je bilo tam nepredstavljivo, da v takem puščavskem okolju živi, v taki naravi se spostavi takem malem ekosistemu ptički. Drugače pa gledajte, noter so bile postavljene nekaj dvoran, v kateri smo predstavljali vse, kar pač v Sloveniji znamo, se pravi od tega, da imamo ogromno nekih lepot, da imamo ogromno nekih potencialov, kar se tiče samih lesa, recimo. Drugače smo pa predstavljali tudi podjetja, kar so bili na 14 tematskih sklopov, in tudi na ta način smo podjetjem omogočali, da smo jim dali subvencijo za samo potovanje ali subvencijo za samo bivanje, da smo jim pripravili tam stike z drugimi državami, z drugimi paviljoni. Tako da podjetja so imela tam priložnost in se mi zdi, da glede na to, da je ekipa zelo dobro sodelovala, je tudi bila ena dodana vrednost. Žal pa pol tudi je bil recimo paviljon, glede na to, da je bil nagrajen z strani samih organizatorjev, pol žalostno propado, čeprav smo takrat imeli idejo, da bi ga tam dali kot recimo en hub, glede na to, da v Dubaju je res ogromno podjetij, ki so globalno povezana v tem stičišču, da bi tam ostali, ne, da bi se dejansko lahko rekli, gledajte, podjetja pa imate še tam eno možnost, kjer se pač dobivate z drugimi podjetji, mrežite, je ta zgodba izostala. Ne, ker poznamo, v Sloveniji smo iz prejšnjega, mislim, da je bil Milano, smo ta paviljon preselili, pa ga imamo zdaj v Murski Soboti. Ne. Ker če bi ta paviljon recimo preselili sicer v Dubaj, ta cena selitve bistveno dražja, ampak bi bila vseeno priložnost, ne, ker paviljon je res bil nekaj unikatnega. Ne. Tam smo imeli pa tudi take state of the art, te 360 stopinjske projekcijske kamere, kjer si se vsedel, pa si v bistvu ti na vseh 360 stopinjah videl prezentacijo, ne vem, Postojnske jame, na drugi strani pa, ne vem, Prekmurja, pa si šel v drugo sobo, pa si imel prezentacijo gospodarstva, kje so priložnosti, pol si pa imel še v eni sobi prezentacijo športa. Vemo, da je tam Pogačar vozi za UAE, tudi takrat je vozil, tudi obiskal paviljon. Ogromno tudi dajo v Dubaju na te športnike, kot so recimo Gajzer, ki je bil v motokrosu znan, oni so pregovorno, ta motošport jim je v krvi, ne. Ampak zanimivo, res, jaz bom pa sam rekel osebnostno, ogromno ljudi spoznal, ogromno poslovnih partnerjev, ogromno tudi politikov, ki so še danes tako prepoznavni v Evropi. Zdi pa se, da tak nadaleč pa ugotavljam, da mogoče nismo tega izkoristili v tej meri, da bi dejansko več teh večjih slovenskih podjetij pripeljali, kot recimo bila Pošta Slovenije, ki bi lahko bila generalni sponzor, ki je takrat v tistem času imela eno tako globalno zgodbo z nekim logističnim centrom v povezavi z Luko Koper. Tega nismo naredili, ampak gledajte, pač še vseeno obstaja kar nekaj projektov za naprej. Ampak smo pa še ujeli, ne, da smo lahko sploh imeli ta Expo, glede na trenutno situacijo na Bližnjem vzhodu. Takrat smo še ujeli, to je bilo leta 2022? 2022 se že končeval v tem času, ampak ja, načeloma sej v bistvu v tistem času ni bil to problematično okolje. Mislim, danes je pa tam bistveno težje karkoli delati. Zdaj pa, če greva malo na Maribor, kjer kandidirate, kako bi vi privabili več investicij ali delovnih mest v severovzhodno Slovenijo?
Glede na to, da je Spirit imel en posebej oddelek za tuje neposredne investicije, to področje zelo dobro poznam. V svoji karieri sem govoril z človekom, ki je imel na newyorški borzi 4,3 milijarde kapitala. In on je želel, da bi delali v Sloveniji električne avtomobile najvišjega cenovnega razreda. V tistem času smo gotovili, da je birokracija v Sloveniji tako komplicirana, da v takem kratkem času on ne more dobiti gradbenega dovoljenja. Govorili smo za Teslo, ki je v tistem času si želela v Sloveniji postaviti isto tovarno, ampak so se glede na to, da je v Nemčijo pa to šlo, so se preselili v Nemčijo. Tako da na vsak način je treba te birokratske ovire skrajšati. Pot do gradbenega dovoljenja mora biti za take projekte bistveno krajša, ker podjetnika, veste, njega zanima, njega reče v redu, dajte mi rok, ampak rok naj bo končni. Ne, da se pol po roku zgodi, joj, zdaj pa še oni niso izdali, zdaj so se pa oni pritožili, pa tega niso oni naredili, ker tega podatka niso imeli, podjetnika tega ne zanima. On reče, v redu, rabim, 2 kvadratna kilometra površine, kjer lahko postavim tovarno do naslednjega aprila. In ta rok bo on dal. On je pripravljen za to vložiti 100-200 milijonov, ampak pričakuje končni rok. Tega pa mu Slovenija v tem trenutku ne more zagotoviti. In pol pač delajo se projekti, ki so najbolj enostavni, se pravi, se naredijo hale, pa se pol pač noter zaposli, 6 zaposlenih. Ne. Namesto, da bi se naredile tovarne, kjer imamo pregovorno na Štajerskem ogromno proizvodnje za strojegradnjo. Mi smo pregovorno eni najboljših, ne, se pravi, že itak iz časa Avstro-Ogrske, ker se je začela industrijska revolucija, smo mi bili zraven. In ta bazen je še danes ostal. Maribor je bil tudi v času druge svetovne vojne eden najbolj industrializiranih mest v Jugoslaviji, pa še pol naprej. Se mi zdi pa, da ta potencial tudi z univerzo, strojno fakulteto ostaja. Tako da, jaz mislim, da je treba te birokratske procese sigurno skrajšati, zagnati letališče. Danes, če govorimo o globalni povezanosti, je avtocesta premalo, je železnica, ki gre po tiru, ravno ko sem rekel malo prej, Avstro-Ogrski, po trasi z Avstro-Ogrske, ne. To je za muzejski vlak, ne. To v bistvu danes rabiš hiter vlak od Luke Koper do Maribora in naprej gor do severne Nemčije, če hočete, ne. Ta povezava mora biti v trenutku spostavljena. In tukaj nas prehiteva ne samo Evropa, ne samo druge države južno od nas, ampak celotna Kitajska, celotne Združene države in tukaj zgubljamo zelo hitro. Zdaj, razen tistih turističnih priložnosti, ki jih tudi na Štajerskem imamo, in tudi teh ne izkoriščamo. Ne. Se zdi, da Zreško Pohorje je zelo zanimivo turistično, Mariborsko Pohorje pa caplja. Kar nekaj hotelov, ki so na Pohorju zaprti, to je priložnost. Tukaj treba, lastnikom reči, gledajte, če jih ne boste obnovili, bo prevzela obnovo država. Dosti je tudi taki, ki imajo črnogradnje in te je treba pač prevzeti, pa pač reči, gledaj, v njih bomo delali turistično dejavnost. To so tiste priložnosti, ki so zamujene in enostavno postaje Štajerska odmaknjena. Itak je že glavnino teh administrativnih centrov ni več v Mariboru, je v bistvu vse v Ljubljani, tako da tudi tu govorimo o tem, da treba ta center iz Ljubljane premakniti vsaj delno v druga mesta, razbiti, decentralizirati, ker bo to dejansko prineslo tudi nova delovna mesta, boljše plačana delovna mesta v drugih mestih, ne samo v Ljubljani. Ker je bilo včeraj ravno soočenje 2 predsednikov največjih strank, ste slišali, ne, če nam uspe, se pravi v nedeljo in bo naša vlada, desnosredinska, ste slišali, ne, prvaka največje opozicijske stranke, da je rekel, da bo dejansko ministrstva porazdelil po celotni državi. Se pravi, se obeta decentralizacija. Absolutno. Vse to je tudi del našega programa, vse druge poti več ni. Mislim, zdaj bom tako rekel, tudi v času covida, ko veste, da smo takrat zelo uspešno vodili to državo in jo tudi zelo uspešno pripeljali iz tega obdobja
bom rekel, zelo dobro pripravljena, bistveno boljše kot druge države, ampak gledajte, ta moment pospeška smo izgubili. Čeprav zdaj današnja vlada pravi, ja, mi smo še vedno v redu, gledajte, 4 leta so imeli priložnost. 4 leta, ampak se mi zdi, da v teh 4 letih smo po vseh lestvicah nazadovali, niti nismo ostali v neki ravni poprečni, standardni liniji, nismo. Mi smo nazadovali in to se mi zdi, da ta moment je zagotovo zgubljen in tega časa nikoli več ne bomo dobili. V glavnem, ker je samo še 5 dni do volitev, bodiva pozitivna in da vidiva, kaj bo v nedeljo ob 20. uri zvečer. Zdaj pa, aktualna volilna kampanja, povejte mi v Mariboru, kako poteka, kakšni so odzivi ljudi na terenu, na našo skupno listo in na vas kot kandidata? Ja, na terenu srečamo marsikaj. Bom tako rekel, da ljudje so tisti, ki nekako pozitivno si želijo spremembo. Res je, da zadnje dni bo ogromno teh manjših, ali bo to medijski pritiski, ali bo to neke afere, ki vplivajo na ljudi. Bom tako rekel, še vseeno pa upam na neko pozitivno, zdravo, razumsko logiko, da bodo se ljudje odločili za pravo smer, se pravi za desno sredino, za našo stranko. Mislim, da imamo zelo dober program, nastopamo dovolj ljudsko, govorimo o novi Sloveniji, do katere bomo fokusirano na nek način prišli. Zdaj želim si, da jaz mislim, da samo desne vlade, in to tudi ljudje vedo, da v času kriz desne vlade znajo bistveno boljše odreagirati. Vem, v prejšnji vladi smo ogromno delali dneve in noči za to, da je, gospodarstvo dobilo priložnost, da so dobile tiste branže, ki so bile najbolj prizadete v času covida. Jaz mislim, da tudi ta kriza, ki je zdaj v Iranu, ne bo tako kratka. Zdi se mi, da tudi že zdaj vidimo nastavke, da vlada ne reagira pravilno. Zdi se mi, da bi morali danes za vse tiste, ki pri nas tankajo gorivo, dvigniti ceno, ker nam bo je zmanjkalo. In kaj bomo pol tistim kmetom rekli, ko bodo morali iti na polje, pa bodo morali njive zorati, kaj bomo rekli tistim prevoznikom, ki bodo morali material odpeljati, da ni nafte. Mislim, to je zdaj odgovor, ki ga bo verjetno ostale države ga bojo imele, mi pa ne. In pač zdi se mi, da tu priložnosti za delo je veliko, drugače pa ljudje so naklonjeni, imamo izredno dobro kampanjo, imamo izredno dobre tudi medijsko podprte slogane. Jaz mislim, da ljudje so to razumeli. Jaz pa upam, da bojo končno spregledali, ker oblast nisem ena tedenska afera, ki pač je mogoče celo marginalna. Jaz upam, da ne bomo postali Slovenija 10%, ker to se mi zdi katastrofa in o tem se ne govori. V bistvu se sploh zgodilo, da je to pač ena taka stvar, da je tam nekje ostala. Mislim, da bi se o tem moralo govoriti, ker je v življenju nikoli ne podpiram. In se mi zdi, da tu je ena taka priložnost, da bi dali mladim ta denar, sočasno pa, če smo res ograbljena država, je to en tak strah in trepet in zato pozivam vse svoje volilce, da morajo iti 22. na volitve pa glasovati za pravo stranko. In še zadnje vprašanje, če bi danes začeli znova vašo kariero, a bi izbrali isto pot? To je zdaj dobro vprašanje. Zagotovo bi bolj poslušal učitelje na začetku. Tega se mi zdi, da mi je malo manjkalo, čeprav sem pač v relativno kratkem času naredil svoj prvi doktorat, svojo drugo diplomo. Nekatere stvari bi spremenil, drugače pa bom tako rekel, sem kar ponosen na svojo družino. Sem ponosen, da sem imel nekako rad očeta, mamo, starše od žene, svoje otroke, tako da te stvari pa ne bi spremenil, to pa mi je tako veselje, da vseeno o tem bi pa ostal istino. Gospod Tomaž, jaz se vam najlepše zahvaljujem, zelo zanimivo, verjamem tudi našim poslušalcem in gledalcem. Jaz pa na koncu vedno vsakega kandidata vprašam, kam gre naša skupna lista v... Akcijo, skupaj v akcijo. Hvala lepa. Hvala vam.